pasi dnevi poletja kako počasi minevajo. Potem obstajajo 3 vrste laži, kot nam je povedal veliki Mark Twain. Laži, preklete laži in statistika. Ta stari pregovor se popolnoma ujema s tem, kar vedno pravim. Obstajajo laži, preklete laži in potem so tu še osrednji mediji in njihova pripoved. Ko dodamo še statistiko, je vse skupaj še toliko slabše. A nič od tega ni tako slabo, kot ko dodate samo pravičniške, progresivne, feministične zaostaleže v mešanico in potem dobiš osupljivo blodnjo in sprejemanje absolutnega zla. Vse to ti omogoča razumeti, s čim se Izrael sooča v propagandni kampanji, ki se vodi proti njemu. A kmalu bomo prišli tudi do tega. Najprej Iran, Libanon in Hamas so še vedno v igri, medtem ko se zdaj dodaja še Turčija, katere vpliv še naprej raste. V prejšnji epizodi sem govoril o tektonskih političnih ploščah, ki tiho drsijo v ozadju vojne z Iranom. Izrael se ukvarja z neposrednimi potrebami, hkrati pa prepoznava in skuša obvladovati tektonske premike, ki se dogajajo tukaj na Bližnjem vzhodu. Seveda so kritiki hitro obsodili Izrael zaradi ukrepov, ki jih je sprejel prejšnji teden, da bi zajezil sirske kršitve premirja, skupaj s turškim poskusom, da bi zamenjala Iran kot regionalno silo. Niso vajeni in ne cenijo, da Izrael vnaprej preprečuje grožnje, ki so usmerjene proti nam. Če ste morda še vedno dvomili o namenih Turčije, ki je mimogrede članica NATO, vladi podporniki Erdogana so bili pred nekaj meseci videni, kako so vzklikali "Peljite nas v Jeruzalem". Med govorom, ki ga je imel, je njegov odgovor bil: tisti, ki želijo zmagati, morajo biti potrpežljivi. In potrpežljivost je zanj zelo pomembna, ker je ambiciozna regionalna strategija Turčije ta teden naletela na veliko oviro. Somalski pirati v motornih čolnih so ta teden ugrabili plovilo, namenjeno turški vojaški bazi v Mogadišu. $10 milijonov v naprednem orožju in satelitski komunikacijski opremi je padlo neposredno v roke piratom. In za Turčijo, ki je veliko investirala, da bi se postavila kot varnostni pokrovitelj Somalije, to ni izguba le opreme in velikih instrumentov, ampak tudi velika sramota. Kljub temu, da je Turčija uporabila brezpilotna letala in izvedla zračne napade kot odgovor, incident služi kot oster opomnik. Ob afriški obali lokalni kaos igra po svojih pravilih. Nikoli ne veš, kaj te čaka. V Libanonu Izrael trenutno uporablja postopni taktični pristop in izvaja natančne operacije proti Hezbolahu v gorovju Ali Tihar, kjer vemo, da je bila večja iransko usposobljena sila nameščena v podzemnem kompleksu. In Iran, čeprav zanikajo, da so tam sile, še naprej grozijo Izraelu, naj preneha bombardirati območje. Morda je to zato, ker jim je tako zelo mar za okolje. In v Gazi Izrael je okrepil ciljno odstranjevanje poveljnikov teroristične organizacije Hamas in sistematično odstranjevanje vseh, za katere ugotovimo, da so sodelovali v napadu 7. oktobra. Ta konec tedna smo dobili tudi majhen opomnik, s kom pravzaprav imamo opravka. Pred samo 2 mesecema so prebivalci Neur Oza, ki je skupnost blizu meje z Gazo, ena od skupnosti, ki je utrpela grozodejstva 7. oktobra. So organizirali čustveno slovesnost, na kateri so proti neupletenim prebivalcem Gaze izpustili golobe miru. In kako so se ti neupleteni odzvali? No, v zadnjih 2 dneh so v smeri Izraela izstrelili 8 testnih zmajev, s katerimi se pripravljajo na naslednji teroristični napad. Spomnim vas, da so bili zmaji v mesecih pred 7. oktobrom uporabljeni za požiganje polj in sadovnjakov ter preizkušanje naše varnosti. Izrael vodi širše regionalne strategije, ki zahtevajo natančno uravnoteženost, saj mora usklajevati trenutne vojaške taktike s pripravami na prihodnje strateške grožnje. Strani frakcij, ki delujejo kot podaljški iranskih interesov na eni strani in turškega neo-otomanskega vpliva na drugi strani, medtem pa naraščajo napetosti med ZDA in Iranom še naprej naraščajo pred ameriško napovedjo novega kroga gospodarskih sankcij proti Teheranu. Državi si še naprej izmenjujeta ostre izjave, medtem ko se vojna približuje 6-mesečnici, možnost diplomatske rešitve pa se še vedno zdi oddaljena. V ZDA potekajo priprave na znatno zaostritev gospodarskega pritiska na Iran, medtem ko Teheran grozi, da bo odgovoril na vsak nadaljnji ameriški ukrep, celo z napadi na ameriške zaveznike v Evropi. Prav tako je Trump napovedal, da je ožina Teherana zdaj ameriško ozemlje, na kar Iranci niso odgovorili. Mednarodne sankcije in blokade hitro izčrpavajo denarne rezerve Teherana.
Višji iranski uradniki zdaj odkrito pozivajo k pogajanjem za končanje sovražnosti iz pozicije moči zaradi strahu pred domačim gospodarskim zlomom. Usklajeni ukrepi med Združenimi državami Amerike in Izraelom so sistematično oslabila iransko os odpora, odvzela strateška sredstva in zlomila moralo po vsej njeni mreži posredniških skupin. Pomembno je opaziti, da kljub vsem ukrepom, ki jih je sprejel Izrael, Iran grozi, vendar ne sprejme nobenega ukrepa ali koraka proti Izraelu. Ko sem iskal analize in vpoglede izraelskih virov, ki bi jih delil z vami, sem naletel na to objavo vojaškega dopisnika Channel 14, Tamirja Moraga, ki ponuja izjemen vpogled v to, kako so Združene države vodile in same izvajale prizadevanja za razgradnjo Irana. Trdi, da čeprav je širši konflikt z Iranom še daleč od konca, so Združene države v bitki za Hormuško ožino dejansko zmagale. Mesecem je prevladovala pripoved, da ima Teheran popoln nadzor nad to ključno točko, s čimer je grozil, da bodo svetovne cene nafte poskočile v nebo. A pod površjem so ZDA. CENTCOM je vodil metodično kampanjo izčrpavanja, lovil mobilne radarje, čistil pomorske mine in spremljal trgovske tankerje z naprednimi vojnimi ladjami. Rezultati govorijo sami zase. Pretok nafte skozi ožino se je v veliki meri obnovil. Svetovni energetski trgi so se stabilizirali in sposobnost Irana, da izvaja svojo pomorsko blokado, je bila močno oslabljena. Režim v Teheranu morda še vedno predstavlja resno regionalno grožnjo, vendar so njegovi poskusi, da bi svetovno oskrbo z energijo držal za talca v Hormuzu, uradno propadli. Kar se mi zdi fascinantno pri vpogledih Tamirja Moraga, je trud, ki ga je vložil CENTCOM, ter sistematična uporaba odprte in tajne tehnologije in zmogljivosti. Vse to zahteva čas, in to sem večkrat povedal, že od zmanjšanja vojaških prizadevanj naprej. Temu ne pravim in ga nisem nikoli označil za premirje. Da moramo biti potrpežljivi. Na Zahodu in zaradi medijske potrošnje nismo programirani za potrpežljivost, a iz let v vladi vem, da niso vse informacije dostopne javnosti. Vse, kar smo se v zadnjih nekaj letih naučili o sodelovanju medijev s teroristi, sem jaz izvedel že pred več kot 20 leti. Nisem mogel razkriti virov svojega znanja, ali kako sem prejel informacije, ki so razkrivale zadeve, ali včasih potrjevale sume. Takrat so me mediji ostro kritizirali. Vendar me je podprlo sodišče, ko so bile predstavljene zaupne informacije, in podprl odbor za zunanje zadeve in obrambo, ko sem bil pozvan na zaupno preiskavo. Tam sem več kot 2 uri predstavljal podatke, ki sem jih imel. Vsega ni mogoče predstaviti javnosti, da ne bi izgubili prednosti in znanja, ki jih imamo pred sovražniki. Zato moramo biti v tem konkretnem primeru z Iranom zelo potrpežljivi. Ker ni vse znano javnosti, zagotovo pa ne medijem. Tudi tisti, ki morajo vedeti, vlada, voditelji, ti natančno vedo, kaj imajo v rokah in kaj morajo storiti. Poročanje na določen način zaradi pomankanja dostopa do ključnih podrobnosti in informacij je ena stvar in to je mogoče oprostiti. Toda namerno izkrivljanje informacij strani medijev je povsem druga stvar. Nekateri izmed vas, ki gledate ali poslušate, ste morda videli nedavna široko razširjena poročila osrednjih medijev, ki trdijo, da Izrael doživlja zgodovinski eksodus, migracijo zgodovinskih razsežnosti, zapustitev države, ki jo povzročata politični konflikt in vojna. Namen v tem primeru je ustvariti vtis, kako vojna negativno vpliva na izraelsko družbo in da Izraelci trenutno zapuščajo svojo državo. To tako je izraelski komentator Udi Persman, ki sem ga prejšnji teden intervjuval v svoji oddaji na Radiu Gal Israel. Ko je dejansko preučil izhodiščno statistično poročilo, je razkril, kako so te številke močno izkrivljene zaradi medijskega prikazovanja, namesto da bi odražale resničnost. Kot poudarja Persman, je glavna pomanjkljivost medijskih naslovov v tem, da se ne osredotočajo na izraelske Jude, rojene v Izraelu, in ti predstavljajo približno 60% izraelskega prebivalstva in odražajo resnične dolgoročne trende priseljevanja. Namesto tega senzacionalistične številke močno temeljijo na priseljencih, ki niso domačini. Na priseljencih, rojenih v tujini, ki so Izrael zapustili kmalu po prihodu, zlasti na valu nejudovskih priseljencev, ki so prišli po rusko-ukrajinski vojni leta 2022. Da bi ponazoril obseg te izkrivljenosti, Perlman poudarja, da se je število neto judovskih priseljencev, rojenih v Izraelu, med letoma 2019 in 2024 povečalo za 51 tisoč. Število nejudovskih priseljencev, rojenih v tujini, pa se je v istem obdobju povečalo za 75 tisoč. Kljub temu, da predstavljajo majhen, zelo majhen delež celotnega prebivalstva Izraela.
Vse te številke so preprosto združili, ne da bi naredili to ločitev ali poročali o tej ločitvi, ki jo najdete v samem dokumentu. Ko izolirate in se osredotočite na številke izraelskih Judov, rojenih v Izraelu, dejanski trend pokaže nekaj povsem drugega. Med letoma 2015 in 2018 se je neto število Izraelcev, ki živijo v tujini, pridružilo več kot 29.000 Judov, rojenih v Izraelu. Vendar pa je med letoma 2019 in 2022 ta številka padla na nekaj manj kot 16.000, kar je skoraj polovica stopnje iz prejšnjega 4-letnega obdobja. Perlman prav tako zavrača pripoved, da je COVID-19 pregnal Izraelce. V resnici med pandemičnim letom 2020 se je vrnilo 17.000 rojenih Izraelcev v primerjavi z 22.000, ki so odšli, kar pomeni, da se je dejansko več Izraelcev vrnilo domov, kot pa jih je odšlo. Poleg tega podatki kažejo, da se je vojni val priseljevanja že začel umirjati. V prvih 7 mesecih leta 2025 se je neto povečanje priseljencev judovskega rodu, rojenih v Izraelu, zmanjšalo za 37%. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2024, ko je bilo več kot 10.000, je ta številka padla na nekaj več kot 6.000. Ko odstranite številke, ki pritegnejo pozornost v naslovih, in izločite začasne priseljence ter tuje povratnike, Crossman pokaže, da pripoved o množičnem, brezprecedenčnem eksodusu popolnoma razpade. In če je on povprečen, običajen državljan to lahko naredil, zakaj mediji ne zahtevajo enakega truda od svojih dopisnikov? Morda zato, ker ne gre za resnico, ampak za tisto, kar podpira pripoved, ki jo širijo. Tudi jaz ne vem nič bolje od tebe. Nazadnje, kar se začne pri Judih, se nikoli ne konča pri Judih, ker so očitno postali naveličani zagovarjanja Gaze. Samopravični, prebujeni, progresivni, rožnati feministični idioti so ta teden našli nov način, da razkazujejo svojo samopravičnost. Lindsay Clancy. Celo bolje se rima kot Gaza. Da nič ne kaže bolj jasno moje moralne vzvišenosti, kot performativna podpora zmešani, otrokomorilski, diabolični, samopriznani morilski prasici. Kakšno ogabno izkrivljanje resničnosti. Tako kot glasovi, ki zmanjšujejo pomen pokola nedolžnih izraelskih žensk in otrok. Po vsej Združenih državah se zbirajo, da opravičujejo mater, ki je vzela življenje lastnim otrokom. Ne zavzemajo se za pravičnost. Normalizirajo nasilje in opravičujejo brutalnost. To je le še ena priložnost, da pokažejo svojo zablodelo superiornost in usmerijo svoj zaigrani bes v povsem nov boj. Je bil to rezultat let zatiranja? Morda njen način upora? Jo je njen mož zatiral? Okupacija. Mora biti okupacija. To je popolnoma enak ideološki trik, kot ga uporabljajo za prebivalce Gaze. Leta sovraštva in nasilja so predstavljena kot neizogiben rezultat sistematičnega zatiranja ali neobvladljivih pritiskov. V njihovih glavah umor postane dejanje odpora, storilec pa je takoj povzdignjen v ultimativno ubogo žrtev. To se zgodi kot rezultat let političnih razprav, ki normalizirajo sovraštvo, izobraževalnih sistemov, ki poveličujejo morilce, in psihološkega blebetanja, ki opravičuje nenormalnost. Če je poporodna ali postnatalna depresija opravičilo za detomor, bi morali biti tudi moški opravičeni za nasilje zaradi povišanih ravni testosterona. Ali imam prav? Obstaja ogromna razlika med tem, da poskušamo razumeti, kaj nekoga privede do neizrekljivega zločina, in tem, da ga dejansko opravičujemo. Ko normaliziraš in racionaliziraš barbarsko vedenje, naj bo to terorizem v tujini ali grozodejstva doma, to ni razsvetljeno sočutje, to je čisto zlo. In to razkriva popoln zlom osnovne človeške morale v službi performativne pripovedi. Veliko se govori o grožnji zahodnim mejam in zahodni družbi, ki jo predstavljajo radikalne ideologije marksizma in islama. Toda to, o čemur smo zdaj priča, je veliko bolj nevarno. To je invazija na To je sodobna invazija tatov teles, kjer sta osnovni razum in moralna jasnost popolnoma izpraznjena. In ne delajte si utvar, Izrael je bil zgolj vadbišče za ta napad. Vi ste naslednji. Jaz sem Daniel Simon. Hvala, da ste se mi pridružili tukaj v oddaji Straight Up iz studiev JNS TV v Jeruzalemu, Izrael.